Pozdravljeni. Za nami je tudi velika nagrada Italije in prišel je čas, seveda, za tisti naš obvezni komentar. Po končani veliki nagradi Italije sem se iskreno začel spraševati, kaj si bodo še izmislili pri skuderiji Ferrari, ko bodo skušali preriniti Charlesa Leclerca naprej. Tokrat v Monzi so imeli enkratno izhodišče. Namreč med onimi najboljšimi je bil Charles Leclerc edini, ni imel kazenskih mest. A kot smo lepo videli, ni pomagalo. Seveda, k sami strategiji se bomo vrnili na koncu, ampak mislim, da tokrat smo videli še eno iz serije napačnih odločitev, ki so jih letos pokazali pri skuderiji Ferrari. Max Verstappen s takimi nasprotniki ima težkega dela. In rad bi videl vse tiste kritike Lewisa Hamiltona, ki so neprestano ponavljali, kako je življenje Lewisa Hamiltona enostavno, ker ima tako dominanten bolid, svetlobna leta pred drugimi. In seveda, isti posamezniki so vse njegove dosežke spravljali v nič, ker so bili doseženi tako zlahka. A kaj bi porekli na zadnjih 5 dirk Maxa Verstappena? Je tudi on zmagal, recimo temu preveč zlahka, ali je imel sploh kakšno resno konkurenco? Sam sem mnenja, da ni Max Verstappen tisti, ki ima premočan, predober bolid, ampak so ostali prekleto zanič. Tega se moramo začeti zavedati. Druga točka, pri kateri bi se rad ustavil, je seveda sam finale dirke. Dobro veste, se je velika nagrada Italije končala za varnostnim avtomobilom. Tako kot bi se morala končati zadnja dirka v sezoni 2021. Vse je bilo napravljeno skladno s pravili. Ampak marsikdo bo sedaj začel vzklikati, da ni zanimivo in ni pošteno do publike. In po svoje se strinjam s tem. A pošteno do publike bi bilo, da bi nekaj zadnjih krogov odpeljali s tistimi razmaki, ki so jih vozniki imeli, preden se je pojavil varnostni avtomobil. Verjamem, da marsikdo bi si želel spopada med Charlesom Leclercem in Maxom Verstappenom. A če pogledamo situacijo, na primer 10 krogov pred koncem, se lahko začnemo spraševati, kje je poštenost pri tem, da bi, ukolikor bi se dirka nadaljevala na polno, nekako Maxu Verstappenu izničila vsa tista prednost, ki je Charles Leclerc ni bil sposoben nadoknaditi. In ja, ukolikor ne bi imeli varnostnega avtomobila, bi moral voziti Charles Leclerc približno 2 sekundi na krog hitreje kot Max Verstappen, kolikor bi ga želel dohiteti in prehiteti. Torej, rezultat, ki smo videli, odraža razmerje sil na sami progi. In verjamem, da marsikateremu navijaču skuderije Ferrari ni všeč, a napake so seveda storili že prej. In tu bi rad porabil še nekaj besed za fantastično dirko Nika De Vrija. Videli smo ga, kako dober je bil v Formuli E, kako je osvojil seveda svetovno prvenstvo Formule E in sedaj na prvi pravi dirki svetovnega prvenstva Formule 1 med dobitniki točk. In to ne za 10. mesto, kjer bi mu bila dodeljena 1 točka, ampak kar 2 točki za 9. mesto.
Namreč to je tudi najboljši rezultat, izenačen s tistim, ki ga je dosegel Albon letos za Williams. In videli smo tu Williamsa, da je bil bistveno boljši od onega, kar nam je pokazal, naprimer Haas. In tudi to nam mora dati malo misliti, kaj se dogaja pri ameriški ekipi Haas, kjer rezultati po nekaj briljantnih predstavah so kar naenkrat izginili. Kot da bi nehali razvijati bolid. A vseeno, sezona se bliža koncu in pri ekipi Haas smo bili navajeni na takšno obnašanje. Vrnimo se k De Vries'u, ki je seveda zasluženo osvojil tisti laskavi naslov voznika dneva. Prav po mojem osebnem mnenju je bil voznik dneva nekdo drug. Tisti, ki so ga skozi celotni vikend, po mojem videnju, dobesedno ovirali, samo zato, da bi bil tam v ozadju. Govorim o Carlosu Sainzu mlajšem, ki je prišel skorajda za svojega moštvenega kolega. In to je zopet znak, da ukolikor pri Ferrariju bi znali staviti na dva voznika, bi mogoče dosegli tudi boljše rezultate. Težava bi bila v tem, da lahko bi se zgodilo, da bi bil celo Carlos Sainz mlajši spredaj. Pravzaprav tako, kot se je zgodilo lani. A do konca sezone je še kar nekaj dirk in videli bomo, kakšni bodo rezultati letos. Ampak začeti tako v ozadju in priti skorajda na oder za zmagovalce je seveda pokazatelj dobre forme. In ne smemo pozabiti tudi na primerno strategijo. In sedaj se lahko začnemo spraševati tudi, kaj so počeli vsi ostali. Namreč Mercedes kljub tretjemu mestu Georgea Russella nikoli ni bil v pravi igri, tu v templju hitrosti. Pri McLarenu podobna zgodba. Ne omenjam naprimer Alpina, katerih seveda smo pričakovali malce več, malce boljšo formo. In seveda, to je zopet pokazatelj, ne kako je Red Bull z RB18 dober, ko so mnogi preostali enostavno preslabi. In seveda, marsikaterega navdušenca in navijača bodo te besede malce zbodle, morda celo zabolele. Menim, da realnost je to. Po drugi strani smo videli pri Red Bullu, da je RB18 pisan na kožo v stilu Maxa Verstappena. V tem ni nič napačnega in nič narobe. Perez je imel presneto veliko dela, da je sploh prišel do cilja. Boriti se je moral celo z principom požara na njegovih zavorih. A seveda tudi dirko je začel bistveno bolj zadaj in tu se vidi, koliko boljši je bil Carlos Sainz mlajši, ki je dirko začel za njim. Sainz, kot recimo temu drugi voznik, je premagal Pereza, ki je drugi voznik pri Red Bullu, Leclerc, ki naj bi bil prvi voznik pri Ferrariju, je pa izgubil prvo mesto, seveda v boju s Verstappenom. In sedaj seveda še tisti trenutek, ko bomo primerjali strategije. Glejmo najprej, kaj so pripravili pri Pirelli. Namreč na njihovi tabeli vidimo 3 variante, seveda z enim postankom. In če smo malce bolj natančni, pri Pirelliju so nam pokazali v bistvu vse možne variante z enim postankom. Kajti na njihovih tabelah lepo piše, da vrstni red je fakultativen. A mene je najprej zbodlo v oči nekaj. Namreč njihova varianta medium hard je pravzaprav enaka po dolžinah varianti soft medium. Torej, le prestavili so trdoto za 1 stopnjo nazaj. In to po mojem osebnem mnenju ni pravi način. Namreč v vsakem primeru so oni zadeli, kajti od 3 variant se bo verjetno ena zgodila.
In tu je razlika s tistim, kar sem predstavil sam. Dve strategiji sta seveda identični, kajti tu v Monzi ni možno razglabljati kako drugače, ampak sam sem vam predstavil nekaj, kar na dnu tabele nam bo prišlo še kako prav. A vedeli smo na sami progi, da ukolikor ne bi bilo seveda varnostnih avtomobilov, bi odveljala tista tretja strategija Pirellija. Ona, ko se je začelo na pneumatiki soft in nato nataknilo pneumatiko medium. A zanimivo je, da tudi pri Pirelliju v to varianto niso verjeli preveč. A priznam, sam sem jo izključil. Pravno formalno je zmagovalec uporabljal ono strategijo, ki sem jo jaz predstavil samo tako za vajo. A pustimo sedaj to, kajti dobro nam je jasno, kakšna je bila realnost. Namreč tretja strategija, ki sem jo postavil sam na dno, je ona, ki so jo uporabili pri Ferrariju za Charlesa Leclerca. In sam sem bil začuden, ko sem videl tako zgodno menjavo pri njih in ni bila neka izbira, ki bi si jo nekako določili prej. Med samo dirko so jo spreminjali, kot smo slišali po radijski zvezi. Ampak vprašanje je drugo. Zakaj so se odločili za nekaj takega? Seveda dobro vedoč, da bodo pridelali najmanj 18 sekund zaostatka. Ne bi bilo bolje nekako po prvi menjavi natakniti pneumatik hard in se skušati prebiti do konca, verjetno Charles Leclerc bi bil bliže Maxu Verstappenu. A seveda, to so vprašanja, na katera ne bom dobil odgovor. A videli smo, da tudi tokrat z raznimi napovedmi smo bili precej blizu. In malce v šali moram priznati, da me že skrbi, kajti začel sem razmišljati podobno kot strategi pri skuderiji Ferrari. In to verjetno ni boljši znak. Tokratni komentar je to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.